Ko sem začela mojo osebno psihološko terapijo, sem dobila par takih zakonov, psiholoških zakonov od moje psihologinje, katerimi bi želela z vami se deliti danes. Prvi je bil: poslušaj sam sebe. Poslušaj svoj občutek. Kaj si misliš o tem? Kaj čutiš o tem? In to je zelo pomembno, ker če v vsaki situaciji mi razmišljamo, kaj jaz osebno razmišljam o tem in o tem, kaj jaz čutim, mi smo kot v kontaktu sami s seboj. In to je zelo pomembno. Drugi zakon: zaupaj procesu. Ker seveda mi živimo v taki časi, ko ne moremo vplivati niti na tiste nore stvari, ki dogajajo v našem življenju, ampak mi lahko kontroliramo naše emocije, naše reakcije na tiste situacije. In mi moramo razumeti, da življenje kar dogaja. Torej, življenje gre na svoj način in mi moramo zaupati procesu. Na tak način mi postanemo bolj pomirjeni, in ko smo pomirjeni, mi lahko naredimo več dobrih stvari in reagiramo bolj efektivno, bolj normalno, samo v tistem mirnem stanju, kot če bi mi imeli bolj stresovno reakcijo. In zelo pomemben zakon je zadnji zakon: nikoli ni daj povratne informacije, ko tebe ne vprašajo. To je zelo, zelo pomembno, ker pogosto nam ljudje rečejo neko svoj problem in mogoče, če to so naši prijatelji, mi takoj vemo, v čem je problema, in damo svoj nasvet. Človek mogoče, če on je bolj inteligentni, posluša, se nasmeji, reče hvala lepa. Ampak veliko ljudi razmišlja: pa kaj ti nori, spoznam moje življenje, to ni to in ni to. Zato zelo pomembno razumeti, če povratne informacije ne moremo dati nobenemu človeku. Ne moremo pomagati človeku postati bolj odraslim, če on ni pripravljen. Vsak mora postati bolj odraslim na svoj oseben način. In to je njegovo življenje, to je njegovo preživljenje njegovih problemov. Zato, ko imamo prijatelje, rajše nikoli ne damo nobenih nasvetov, nikoli ne damo nobene povratne informacije, kako človek mora reševati svoje osebne probleme ali kako on mora narediti v ti ali v tisti situaciji, če nas ne vprašajo. Tudi če včasih ljudi vprašajo: bi želel tvoj nasvet, to ni pomeni, da oni želijo nasvet. To pomeni, da on želi pogovarjati. Ampak včasih ljudi na tak način manipulirajo, ker oni vprašajo kao nasvet, vejo o tem, da ljudi imajo radi. Če njih nekdo vpraša o nasvetu, ker se počutiš kot kralj, super pameten. In oni želijo neko drugo, ampak tisto kao nasvet, povpraševanje za nasvet, je kot neka stopinj do povpraševanja o nekih drugih stvari. Pogosto to je manipulacija, ko vas vprašajo nasvet. Vsak od ljudi je najbolj pameten zase. Zato, če vas ne vprašajo povratno informacijo, nikoli jo ne damo. Nikoli ne pomagamo drugim ljudem reševati njihove osebne probleme. To je njihove probleme. Če me vprašaš, lahko vprašamo: kaj ti želiš od mene poslušati? Reševanje ali kako? Imate svoje probleme, imate svoje življenje. Živite svojim življenjem, to je vedno boljše kot življenjem od drugih.